Lep dober dan na Reko. Danes smo povezani z dr. Barbaro Riman, predsednico slovenskih, ali pa bom rekel, slovenskih društev na Hrvaškem tako, ki je dobra poznavalka problematike ljudi, ki živijo ob meji, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Njeni predniki in prednice imajo korenine v tem alpsko-jadranskem prostoru. Boš sama kaj povedala, Barbara? Prosil bi te, da ti kar dam besedo. Povej malo, kako živite na Reki, kakšni so odnosi na meji, kako posamezniki, kultura, šport, gospodarstvo čutijo te ovire. Vse vas lepo pozdravljam. Kot si sam Felix rekel, dejansko imam občutek, da izviram iz te regije, o kateri govorimo, zato ker moji predniki so tudi odkrila sem s Koroške, tako da priselili so se še v času nekdanje kraljevine Jugoslavije na Reko iz različnih koncev pač nekdanje Avstro-Ogrske monarhije. Življenje v obmejnem območju trenutno je težko. Težko je zato, ker smo do 1991. leta nismo imeli mejo. Potem smo se med Republiko Slovenijo in Hrvaško mogli naučiti, da obstaja ta meja, da moramo vsakič dati osebno izkaznico oziroma potni list, pa tudi, da zdaj, ko je Slovenija v schengenskem območju oziroma ko obstaja še vedno policijska kontrola meje, da čakamo izjemno dolgo. In to zapiranje meje, čeprav živimo z mejo skoraj zadnjih 30 let, smo doživeli izjemno tragično. To je najdolžja meja Republike Slovenije. In predvsem tisti procesi, ki so nastajali od konca druge svetovne vojne pa vse do 1991. leta, so bili izjemno večplastni in zelo različni. 91. leta se je to razbilo in veliko procesov, pa tudi tu govorimo o družinah, ki so mogle potovati 45 minut, drugače pa so živele samo čez cesto bi mogle iti. Zdaj pa ta zaklenjena meja je naredila ponovno ogromno škodo. Bila sem pred 2 dnevoma pri prijateljici, ki se redno s svojo mami srečuje v gozdu na malo obmejnem prehodu, ki je zaklenjen in dejansko si kozarec pira oziroma eno skodelico kave pijeta na ta način, da je ena gospa s ene strani, druga z druge in da se gledata čez ograjo. Poleg tega pa imamo tudi žilet žico, nismo je navajeni bili, dali so jo 2 leti nazaj zaradi migrantov in je izjemno žalostno, ko recimo gremo z otroci, imam 3 otroka, in ko gremo na izlet na Kolpo in ko na drugi strani, na slovenski strani gledamo tisto žilet žico, enostavno srce boli. Ja, to je to. Drugo pa, kako se je slovenska društva na Hrvaškem, ti vendar pokrivaš relativno velik prostor, od Dalmacije pa Osijeka pa nazaj do Zagreba pa Zadra. Kako se v tem cajtu povezujete? Sicer telefonski kontakt traja cel čas in se obveščamo med sabo, če so kakšne res težke situacije. Slovenska društva trenutno jih je 15 na Hrvaškem in so na določen način zaprla vrata z začetkom marca, ko so se začeli različni ukrepi. Društva delujejo tisti hladen pogon, bi jaz rekla, torej to, kar je nužno, plačanje računov oziroma obveščanje članstva, samo nas skrbi na določen način, ker temelj našega delovanja je predvsem bilo druženje, potem delovanje znotraj društev in na ta način smo ohranjali slovenski jezik, slovensko kulturo. Zdaj se je to ustavilo in kako zdravniki na Hrvaškem opozarjajo, da obstaja ta druga možnost oziroma vrnitev te korone jeseni. Imamo pa ponavadi prvo soboto oktobra vseslovensko srečanje na Hrvaškem, to pomeni, da pridejo aktivni člani
organiziranih vseh 15 društev, verjetno ta velik dogodek, kjer se nas zbere več kot 300, pa ne bomo mogli v letu 2020 imeti. Skrbimo tudi na drug način, to je, da so to predvsem amaterska društva, nimamo zaposlenih oseb, nimamo lastnih prostorov, imamo drugače vedno to težavo od samega začetka, pa skrbimo tudi, kako bo s finančno podporo v naslednjem letu, ker vsi govorijo o krizi, tudi pač se financiramo iz hrvaškega in slovenskega proračuna, tako da tudi to je zelo velik vprašaj. Drugače pa smo najstarejša manjšina na Hrvaškem, povprečna pač starostna leta so 69, tako da smo izjemno ranljiva skupina, ko gre za korono, in hvala Bogu zaenkrat še nimamo primerov, da je v naši skupini kdo zbolel ali umrl od korone. No, to je lepa vest. Mogoče še eno vprašanje, kako v vašem mestu pa okolici razmišljajo zdaj o turizmu, ki je pač vendar en zelo pomembna gospodarska panoga za vaš konec? Pač upamo, da od turizma nekaj bo, saj je to zelo pomembno za Hrvaško. Moram pa poudariti, da smo izjemno žalostni, ker se je Evropska prestolnica kulture, ki smo imeli na Reki leta 2020, zdaj so se ustavili vsi projekti in programi, kaj se je načrtovalo, in to je bilo izjemno pomembno recimo za Reko, za Kvarner, za turizem. Pričakujemo, mogoče zdaj je to, da so Slovenci vedno bili tretji na rangu teh turistov, ki so obiskali Hrvaško, in glede na to, da naš minister Capelli vse več govori o tem, da se bojo začele odpirati meje od sredine maja, od začetka junija, predvsem za tiste posameznike, ki imajo vikend hiše, apartmaje, tako da verjetno bomo zelo veseli, če Slovenci pa omenjajo tudi Avstrijce kot zelo pomembne za leto 2020 nas pridejo obiskat. Kakšni bojo ukrepi, ne vem, veselijo pa se, da ne bo prevelika, tisti domačini, da ne bo prevelik den in da bomo lahko šli na plažo, pa da bomo lahko imeli tista 2 metra razdalje. Bomo videli. Jaz bi ti rad rekel, jaz srečujem veliko ljudi pri nas, ki želijo iti na dopust v Slovenijo, pa na Hrvaško, in upajmo, da se bojo politiki, ne samo slovensko-hrvaški, ampak v tem delu Evrope, zmenili za nek način, kako bi lahko ljudje pač šli preko meje. Draga Barbara, imaš ti še za konec kakšno idejo, pa bomo počasi zaključila ta pogovor? Jaz sem vedno optimist, tako da sem sigurna, da tudi ta korona, čeprav nam se zdaj zdi ena zelo huda situacija, bo pripeljala do nekaj pozitivnega in da bomo tudi vnaprej sodelovali in da bomo potovali, tako da sigurna sem, da bo vse. Se popolnoma strinjam s tabo, hvala lepa za pogovor. Hvala za vabilo. In se slišimo spet relativno hitro. Hvala lepa. Boš ti vstal?